V letošnji beri zbornikov znanstvene vsebine, ki jih je izdala Slovenska matica, sta tudi zbornika, ki sta nastala ob okroglih obletnicah, ob 100-letnici ustanovitve Univerze v Ljubljani in ob 150-letnici tabora v Vižmarjih. Oba zbornika sta rezultata posvetov, ki sta leto predtem potekala na ali Slovenski matici oziroma prvi zbornik soorganizaciji Slovenske matice na Univerzi v Ljubljani. Če se posvetimo najprej prvemu. Zbornik Univerze v Ljubljani, torej, ki sta ga skupaj izdajali Slovenska matica ob pomoči Univerze v Ljubljani, je rezultat posveta, kot je omenjeno, ki je potekal ob 100-letnici naše prve slovenske alme mater. V prvem delu so poglavja v zborniku posvečena predvsem dogodkom do ustanovitve univerze, pogledana skozi nekakšna nova očala, skozi nove poglede, ob hkratni analizi že do sedaj znanega v literaturi iz prejšnjih tovrstnih posvetov zbornikov. Na to je seveda zbornik zasnovan bolj tematsko, kakor smo navajeni pri zbornikih, ki izhajajo ob obletnicah, torej ni samo kronološko-zgodovinsko zastavljeno, ampak bolj tematsko po posameznih področjih in prinašajo številne novosti. Denimo, pri prvih letih univerze je Tone Smolej posvetil vprašanju, s kakšnim kadrom je lahko Ljubljanska univerza sploh razpolagala v svojih prvih korakih, oziroma kakšno je bilo habilitacijsko univerzitetno zaledje kadra, na katerega so v Ljubljani tedaj lahko računali. Da je seveda univerza postajala del družbene stvarnosti, ponazorijo tudi prispevki o soodvisnosti ustanavljanja, vzpostavljanja akademske skupnosti in sodnega sistema na primeru denimo pravnikov in prvih profesorjev iz pravne fakultete, ki ga je prispevala kolegica Katja Škrubej. Ker smo pač v poslopju Slovenske matice, ki so jo nekdaj rekli naša mala akademija, ki je sodelovala v vseh korakih pri ustanavljanju univerze, je posebno poglavje posvečeno tudi temu vprašanju, kako je ta ustanova z vso svojo tradicijo in znanjem lahko pripomogla pri ustanavljanju Univerze v Ljubljani. In seveda, če pogledamo druge osrednje slovenske ustanove, je prispevek Željka Oseta posvečen temu, kako je Slovenska univerza oziroma njeni profesorji sodelovala pri ustanavljanju Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kakšen je bil njun odnos ob ustanovitvi, kakšen je njun odnos kasneje in seveda, da se vidi pomen te Ljubljanske univerze, kakšen je sploh delež profesorjev Ljubljanske univerze med vsemi slovenskimi akademiki. Poseben blok je posvečen univerzi v kriznih razmerah. Tisto, kar se z univerzo dogaja v normalnih političnih, družbenih razmerah, pravzaprav se ne razlikuje po celem svetu, kaj se dogaja z univerzo v času, ko je v politični krizi, so se po eni strani z enim preglednim člankom spraševali kolega Božo Repe. Bojan Godeša se je posebej posvetil vprašanjem med drugo svetovno vojno, seveda, ko je bila Ljubljanska univerza in slovenski jezik pod najhujšim pritiskom. Kolegica Kornelija Ajlec pa se je ustavila pri času odvzema avtonomije v tistem desetletju komunistične oblasti, ko je bila pravzaprav avtonomija univerze najbolj prizadeta. In to pa naredi korak dalje in pokaže, kako so na to odreagirali na univerzi in kako je tista demokratizacija, ki je iz 80-ih let pripeljala v novo politično družbeno strukturo Slovenije in kasneje osamosvojitev, odsevala oziroma kakšen odziv je imela na Ljubljanski univerzi. S tem sta seveda povezani tudi naslednji dve poglavji naših dveh filozofov, Zdravka Kobeta in Boruta Ošlaja, ki se sprašujeta o avtonomiji univerze skozi zgodovino danes in kako je treba to avtonomijo braniti tudi v sedanjosti in v prihodnosti. Da torej neka stopnja, neka demokratizacija in pa demokratična ureditve družbe še ne zagotavlja tega položaja, ki bi si ga univerzi želeli, da razvija avtonomno znanost tudi v prihodnje. Ker avtonomijo predstavljajo tudi njeni študentje, imamo tudi
dva prispevka, ki sta se posebej posvečena študentom. Kolega Branko Šuštar se sprašuje o študentih in njihovih političnem angažmaju, njihovem družbenem angažmaju in njihovih, bom rekel, socialnih študentskih usodah v začetkih življenja Ljubljanske univerze, dočim kolega Srečo Dragoš pravzaprav nakazuje to obdobje v zadnjem desetletju dveh, ko so se skupine študentov, lahko temu rečemo, depolitizirale, kot družbeno-politično več niso tako delovno angažirane kot nekdaj pred stoletjem, ko pa je seveda tudi socialni status lahko v času vzpostavljanja ali pa rekapitalistične družbe nekakšno zopet problem nekomu, da se uvrsti med, si pridobi ali pa vzdržuje status študenta. Novost, ki je v tej knjigi ob stoletnici univerze v primerjavi s prejšnjimi tovrstnimi zborniki, sta tudi končni poglavji o dediščini univerze, česar se včasih premalo zavedamo. Eno je, da o nastanku univerzitetnega arhiva oziroma arhivsko-muzejske službe in pojasnitev tega, kakšno bogastvo lahko v njem dobimo in kako je razdeljeno, kako je dostopno. Kolegica Nadja Zgonik pa se je opisala nastanek umetnostne zbirke Univerze v Ljubljani, kako zanjo skrbi današnja Akademija za likovno umetnost in oblikovanje in seveda kako se je ta razvijala in kakšno bogastvo hrani in kako je z njimi opremljena, kako so z njimi opremljene nekatere stavbe v lasti Ljubljanske univerze. Če se posvetimo tistemu zborniku, ki odseva še pol stoletja starejše dogodke, 150-letnica tabora v Vižmarjih, naj povemo, da ga je uredila kolegica, ki je tudi predsednica Zveze zgodovinskih društev Slovenije, torej Dragica Čeč, ki je Zveza zgodovinskih društev tudi soizdajatelj, sozaložnik tega zbornika, je treba pač povedati, da je razdeljen vsebinsko nekako na dva večja bloka. V prvem delu je poudarek izrazito na Vižmarjih in Vižmarskem taboru kot taboru z največjo udeležbo na Slovenskem, ki še živi v tisti zavesti kot ljubljanski tabor, kot Vižmarski tabor na tistem, ko naj bi seveda se govorilo, dajte nam Slovenijo, in ko je bilo več 10.000 udeležencev iz različnih koncev Slovenije. Uvodoma so poudarjene pojasnjene politične razmere na Slovenskem v času, torej tabora ob koncu 60. v začetku 70. let, ki nam jih je opisal zgodovinar, ki se ukvarja s politično zgodovino, Filip Čuček, takoj za njim pa Jernej Kosi poudarjati v tem, kako je skozi to taborsko gibanje in skozi besede izrečene na njih nekako nastajal mit o dolgi slovenski zgodovini in kako so se pogledi, ki jih še danes niso premagani nekateri stereotipni o naši preteklosti, pravzaprav postajali in kako so jih vzpostavljali kot sestavni del slovenskega pogleda na preteklost. Ena od bistvenih zahtev taborskega gibanja, kot vemo, je bila slovenščina v javnih prostorih in tudi temu je posvečeno eno posebno poglavje, torej zahteve po uveljavljanju slovenščine v šolskem sistemu in ne zgolj v Vižmarskem taboru, ampak primerjalno skozi številne, torej tudi druge tabore, besede, ki so bile na tem izrečene, ki so si bile zelo podobne in ki so bile ob nekaterih citatih, ki jih lahko preberemo, pravzaprav se lahko tudi nasmejemo, v kakšni vlogi, nesorazmerni vlogi je bil takrat eden ali drug jezik, torej slovenščina in nemščina. Najbolj zanimivo pa so seveda tudi, zelo zanimivo pa so tudi po policijskih zapisnikih ali sodnih spiskih opisani dogodki, ki so se dogajali okoli tabora v Vižmarjih, kar pomeni incidenti, ko je prišlo do pretepov, do nasilja med Slovenci in Nemci v dogodkih, ki so sledili Vižmarjem in kjer so bile Vižmarje postale v očeh nemške policije, nemškega sodstva nekakšna prispodoba slovenskega hujskaštva, da se napada
nedolžno nemško prebivalstvo, po drugi strani imamo pa tudi skozi te opise navedene natančne, konkretne podatke, kako sodni takratni upravni sistem različno odreagira, če nekdo hujska ali poziva k nasilju na slovenski, ali če se to dela na nemški strani. Kar je seveda po drugi strani tudi razumljivo, da so mogle nemške oblasti, če so hotele to preprečiti, vzpostavljanje slovenskega zahteva za emancipacijo, tudi poseči k prepovedim vižmarskega oziroma k prepovedim kasneje taborskega gibanja. V drugem delu, v drugem bloku tega zbornika se nato govori o taborih v širšem slovenskem kontekstu, torej, ki kažejo, da tako kot če govorimo o Vižmarjih kot tistem centralnem mestu v kranjskem prostoru, torej dežele Kranjske, kako se seveda to vidi v širšem slovenskem prostoru in seveda kako se lahko isti dogodek, iste zahteve ocenjujejo v širšem etičnem prostoru na različne načine. Zelo zanimiv humorističen je prispevek o Mladem Brenclju in Juriju Spušu na taboru, torej gre za dve reviji, ki sta takrat začeli vzpostavljati slovenski humoristični tisk in ki seveda po svoje s številnimi objavljenimi v zborniku karikaturami, prvič objavljenimi torej po tistih objavah v takratnem časopisju, torej druge polovice 19. stoletja, kako so obravnavali nemškutarje, Slovenci, ki so zapustili slovenski tabor, kako so tisti, ki so zahtevali in se prizadevali za vzpostavljanje nemške dominacije v etnično večinsko slovenskem ozemlju, zasmehovali iz slovenske strani. Da je bil pravzaprav lahko slovenski tabor ali pa slovenska zahteva po kakšnem taboru v kakšnem drugačnem okolju, celo malce spodbojen iz dela ali pa pozitivno gledan iz dela nemškega političnega tabora, nam pove primer o taboru v Šempasu, torej pogled goriških Nemcev, ki so seveda rekli, hvala Bogu, da imamo kakšen tak slovenski tabor, ker se seveda ne kot spodbuda Slovencem, ampak ker so to videli spodbujanje tistega, ki je itak zadnji na lestvici, kot nekako zaviranje rasti italijanskega vpliva v Gorici in na Goriškem. In temu povsem nasprotno imamo pa še opis taborov na Koroškem, kjer se vidi, kako so bili ta rast slovenskega entuziazma, rast slovenskega nacionalnega ponosa, pravzaprav pa po drugi v nasprotju s tem zatirani strani tamkajšnjega nemštva in na koncu tudi prepovedani. Torej imamo vižmarski tabor tukaj vzpostavljeno v celem zborniku kot centralno točko, kot je že omenjeno, kot tisti največji tabor, največjo, najbolj številno udeležbo na slovenskem, ki pa je hkrati umeščen v slovenski prostor in nakazuje, da Slovenija v takratnem političnem življenju še zdaleč ni bila enoten političen prostor. Oba zbornika sta tako po oblikovni plati urejena enotno, kot ne bi bili v prihodnjih letih njim sledeči zborniki, ki bodo nastajali ob obletnicah ali pa ob proslavljanju, ob spominjanju na posamezne dogodke in osebnosti iz slovenskega političnega, znanstvenega, kulturnega življenja. Lahko najavimo, da imamo že kar v načrtu za leto 2021 tudi nekaj naslednikov tovrstnih zbornikov in tovrstnih posvetov.